Gospodarska zbornica Slovenije že vrsto let ugotavlja, da je potrebno neto plače zaposlenih povišati, ukolikor želimo v Sloveniji zadržati visoko kakovosten kader, to je najbolj produktiven kader, ki tudi ustvarja največ povečane dodane vrednosti in ostati primerljivi predvsem z srednjeevropskimi državami, ki so tako reformo že nekaj let nazaj izpeljale. Ne glede na to je predlog dohodninske reforme pomembna strukturna reforma in predvideva, da se bodo v naslednjih letih neto plače postopno zviševale. Državna blagajna bo sicer v tem obdobju prikrajšana za nekaj prihodkov, vendar bo po drugi strani skozi višjo potrošnjo prebivalstva in pa zaradi višje rasti družbenega proizvoda priliv v državno blagajno iz teh naslovov tudi višji. Analitika Gospodarske zbornice Slovenije je izračunala, da se bo v obdobju 2022-2025 gospodarska rast zaradi dohodninske reforme v povprečju povečevala celo za 0,5 do 0,75 odstotne točke.